so odšli, vina je zmanjkal, ljubce več ni. Marija, pomagaj mi. Ja, dobro jutro. Prav tale komad sem si pel pred enim letom, ko ste vsi odšli iz piknika in sem ostal sam na Marijino vnebovzetje in sem si pel, prijatelji so šli, ogenj je ugasnil, super je bilo in začel je malo dež padati, kada bi me še požegnal. Tam sem sam ostal in gledal, kaj še moram pospraviti. Skratka, 1 leto nazaj smo imeli prvi piknik plemenskih ljudi, seveda niso bili vsi tam čist glih tako, kakor so se kazali, da so, ampak čas teče in ljudje se tudi do današnjega dne se je marsikdo pokazal, da pa pač gluma več ne gre in zaradi tega jaz tokrat ponavljam, ne gre, ne da se igrati več, nikoli več. In vidimo, da tudi v teh poplavah gluma ne dela, ne funkcionira več. In ako se ta narcistični in nacistični sistem trudi, da bi bremzal, kolikor se pač bremzati da se slučajno mi ne bi združevali. Kaj ti ljudje iz terena imajo kar nekaj zgodb, kjer so se odpravili samovoljno na teren in tam so jih koordinacijske enote poslale grabiti županov vrt, pa pol še urejati tam nek vrtiček, kot da ne druge bajte. Medtem, ko so rekli, to pa ne velja, so se vseli v avto in odpeljali naprej, kjer so v bistvu reševali bajto, ki je bila do višine 1 metra napolnjena z muljem. Torej, civilna zaščita kot podaljšana roka sistema, ta organizacija, seveda valjda ne želi, da se tam nekaj vidi, da bi stvar bila razdeljena prav. Torej, vsi moji pomisleki, torej, ali je pomembno, če si v politični stranki ali ne ob teh poplavah, ali je za pomagati vsem, ali morda komu tudi prej treba ga še brcati v koleno, a ne. So bile moje predvidevanja in ugibanja in razmišljanja v bistvu čist na mestu in ako so bili odzivi precej različni. Vsekakor pomoč, ki je bila na včerajšnji dan z državne strani razglašena za dan solidarnosti, jaz sem prav rekel. Pravilno, super, mnogo ljudi se je odzvalo, zagotovo je vsaka lopata dobrodošla, vsak kladu in vsak žebu. Nekako nam je jasno, da je potrebno, da obnova ne bo končana, ni bila končana včeraj, niti ne bo danes, ampak bo dolgotrajna, tudi precej draga, verjetno bo, vendar s skupnimi močmi bomo uspeli. Tudi tokrat je mnogo besed o tem, kako mimo sistema to urediti in glede na to, da nam je plemenska Melita podala eno tako ohrabljujoče pismo, ne nam, vsem pravzaprav, kjer je pokazala en drug pogled na poplave, sem se odločil, da ji pomagamo plemenski na plemenit način in v ta namen bo v kratkem sformirana ena postavka znotraj Buy Me a Coffee, kjer bomo zbrali do določenega zneska namensko in ta znesek bom jaz fizično odnesel Meliti in na tak način lahko rečemo, da vemo, da gre iz rok v roke, brez državnih posrednikov, ki se imajo v tem primeru spet za bogove, kot da mi da brez njih ne znamo. Znamo in to bistveno boljš, kot oni znajo drek mešati, znamo mi biti bom rekel, tudi triažno organizirani, če se spomnite, ker sem govoril, kaj triaža je, torej kdo je potreben pomoči prej, kdo je potreben pomoči lahko nekoliko kasneje. Torej tisti, ki se najbolj dere, je še vedno živ in je vse ok, tisti, ki pa molči, je pa verjetno bolj prizadet in dosti podobno je tudi s temi poplavami.
Kakorkoli, mi smo pogruntali, da v tem vesolju nismo sami, nismo prišli v ta čas z namenom, da bomo se štrglali po jajcih pa uživali življenje na polna pljuča. Ga bomo, sej načeloma ga že, ampak da se zavedamo, da smo kolektiv in da to družbeno ureditev, ki je vezana na satanizem, da to družbo prevrnemo na glavo in ponovno vzpostavimo družbo pravih srčnih ljudi, ki deluje na principu ljubezni, na principu spoštovanja in vsega tega. To smo že večkrat govorili. Vse te črne ovce, ki nismo pasali v ta sistem, kjer so nas probali prepričati, da smo ovce, da moramo nekaj se spremeniti pa delati na sebi. Brate, mi smo na sebi naredili toliko, da smo ugotovili, da smo najmočnejši in da večjih od nas ni, predvsem ni ljudi, ki bi imeli večje srce kot empati, ki nismo dovolili, da se nas pomečka oziroma da pademo na trik materializma. Nismo se prodali, nismo in nikoli se ne bomo in nikoli nas ne boste. Nikoli nas ne boste kupili, ker se nas ne da. Smo nepodkupljivi. Mislim, morala, etika, to pa kar šteje. Dobro, zdaj te poplave se sprašujemo, kje so COVID kontejnerji, mogoče bi tudi ti kaj pomagali. Zdaj rekli smo, da ta mežica o akumulatorjih še vedno, jaz nisem ujel nobene informacije, je kontaminacija ali jo ni, je tam civilna zaščita kaj, oziroma varuhi voda so kaj uredili. Sprašujemo se, ali je že dokumentacija, ki jo država sama od sebe zahteva, da renovira most, so že kaj v tej smeri naredili ali ne. Zdaj ti kravatarji se valjda ukvarjajo s svojim lastnim preživetjem in obstojem in prikrivanjem situacij, kajti ena taka katastrofa pokaže mnogo globje v ljudi, ali so ali niso, če dušo sploh imajo, mnoge katastrofa razgali. Tudi sistem je ponovno se pokazalo, kako sistem funkcionira in je dalo še dodaten upogled, kdo upravlja na kakšen način z nami. Istočasno je nova različica virusa, že so prepovedani obiski v bolnicah, skratka, vse na osnovi enega debelega fiaskota, debele izmišljotine, zavajanja, metanja peska v oči, samo da je kaos še večji in večji. Normalno, da tisti, ki smo nekaj preštudirali, ne padamo več na te fore ustrahovanja. Seveda vsak se bori po svojih najboljših močeh znotraj svojega okolja, kjer se nahaja, in pomaga na način, kot lahko pomaga sebi in drugim. Delovati mimo sistema, ali kaj? Sistem ni naš prijatelj. Sej, mislim pa, mnogo nas je to zdaj že vemo, ampak ni dovolj, da vemo, mi moramo biti vzgled zaradi tega, ker tudi ta Melitina zgodba je spremenila neke situacije v njenem življenju, v njenem okolju in vpliva njena zgodba na ljudi direktno v njeni bližini. Ne zavedate se, kaj lahko naredi ena beseda, ne zavedate se moči, ki jo imate v sebi, nimate pojma, kako močna je vaša beseda. Vrsi v zrak in grož, Smo se prodali, smo ostali možje. Nismo se prodali, ne. In nismo ostali v luftu, kakor počen groš. Nikakor ne. Krasen komad je naredil Mojzer. Res odličen. Zdaj, narcis je enako sistem, v bistvu sistem deluje po istem ključu, kot deluje narcis. Sistem se prepopa nate. Sistem tebe rabi, zaradi tega, da te cuza, energetsko, finančno in na vseh možnih nivojih, da te cuza. In če mu ne daš, pol on nima. In zdaj, ko ti rečeš pri sebi, jaz pa tebi tega ne dam, takrat ta zverina začne panično reagirati, kaj ti ona to potrebuje. A veš, to je, kot da bi nam vzel kruh iz ust, Mislim, Slovenc bi še usta odprl pa rekel, pa povzem, če je tvoj. Ne, če je moj in ga ne dam, še pa se skrega za tisto kost, ki jo ima. Slovencu lahko kruh tudi iz ust vzel, kamoli iz rok.
Seveda, hočem reči, ta sistem se, oziroma in narcis kot tak, ne želi biti odklopljen. A ne? On se za to priklop bori, zato je razumljivo, da tudi oni reagirajo, kadar jih mi odklapljamo od sebe. In sem večkrat ponovil, pa še bom, leto 2023 bo pokazalo, da kaj v ljudeh je. Nihče ne bo mogel ničesar več skriti. In zdaj, ko empat reče ne dam več, takrat narcis skoči v reče in zdaj vidiš to sovraštvo, jezo, mržnjo, obup, brezup, nesramnost, pritlehnost, opravljivost in vse možne kriminalne dejanja, ki se jih da povzeti iz segmenta obrekovanja, omalaževanja, blatenje imena, upravljanje in tako naprej. Ful tega je, ful tega počnejo, ampak to je to, kar pokaže, kar oni so. Vse tisto, kar je bilo lepše od tega, je bilo izključno maska. Ne? In maske, cel svet je oder, maske so bile krasne, igralci so bili dobri, vendar tudi na to smo bili opozorjeni, da bodo ljudje pozabili svoje vloge in resnično jih pozabljajo. Super, naj nam bo dano videti, vendar da je nekaj videti, lahko mi pri temu nekoliko pomagamo, ne? Da bo bolj jasno videti. Iz terena, no, še ena ta mnogo srčnosti se čuti na strani srčnih, ki pravijo, nisem že dolgo srečal toliko srčnih ljudi na kupu in spet verjamem v človečnost. Se zastopimo, če se zgodi katastrofa, ljudje začnemo verjeti v človečnost. Halo? In ljudje so nekateri ponosni, da smo Slovenci, da imamo to srčnost v sebi še dovolj razvito in na tak način, da smo pripravljeni pomagati nemudoma. Ne? In tako, kot sem rekel, tudi mi bomo organizirali eno zbiralno akcijo za našo elito, 1 na 1, dragi moji, nič drugačen. Mislim, a veš, kdo je dobro sejal, bo dobro žel. To je ena izmed takih ništa novo. A ne? In če je Marijino v nebo vzetje danes, naj gre v nebo tisto, kar mora iti v nebo, naj umre, kar mora umreti. Če kaj mora umreti, je kaj že, valjda, ego in to do dna naj gre. Ne, kako pa drugače. No, skratka, ta attachment, torej oni ne želijo, da so odrezani, ne? Vendar mi jih obvezno moramo odklopiti, zaradi tega, ker ta povezava, naveza, priklop ni zdrava. To ni normalna povezava, kot jo ljudje imamo od srca do srca. Zdaj prepoznavamo razliko, a ne? Da ena povezava je te polni, druga te pa prazni. In zdaj mi delujemo po občutkih in občutiš, ali si občutno bolj poln, ali si občutno in jasno in glasno bolj prazen, nadrkan, navrvan, našpolan. In te naveze so slabe, negativne in morajo iti stran od nas. Kako me en las me prav nagaja že ves cajt. Te povezave niso zdrave, zaradi tega morajo iti stran in je odklop za njih nesprejemljiva opcija, a ne? Opa, bato. To je, jaz povzemam stvari iz nekega širšega korita, ampak informacij, mislim. Oni, to se za njih zdi nesprejemljivo, zato morate biti pripravljeni, zato da bodo oni naredili vse, da ostanejo priklopljeni oziroma da se priklopijo nazaj. In tam ni nič se ne bo zgodilo, oni z vilami vas ne bojo. Ne, oni vas rabijo žive. In morate samo ostati trdni. To, kar ste se odločili in odločitev je nespremenljiva. Nespremenljiva. Ne? Če sem se tako odločil, je tako in PIKA. Ne? Meja je jasna, do tukaj in popolnoma nič več. Vendar boste pripravljeni, da se bo ta pijavka vrnila nazaj, znova in znova, spet in vsakič in znova. Ampak integriteta je to, da če rečeš danes ne, moš reči tudi jutr ne. In pojutrišnjem tudi ne padite na fore, maske so hude, igre so bile hude, ampak hvala Bogu živimo v času, dobro pripravljeni, da lahko opazujemo to banano, ki se okrog nas dogaja. Ne? Okay.
ti ljudje so do nas delovali precej nespoštljivo in sistem kot tak. Nespoštovanja, kako sem zapisal, ne da se prisiliti, da te nekdo spoštuje. Absolutno pa je treba nespoštovanje zavrniti in ne dovoliti biti nespoštovan. Torej, dost je dost. Enkrat je temu treba reči, dost je. Bob, ne dam več, in to je odločitev, ki jo mora sprejeti vsak sam. Ne dam energije negativcem. Po drugi strani pa želim najti čim več plemenskih ljudi in plemenskim dati brez pike dvoma in brez pike, veš tega, da ti nekdo nekaj dolguje nazaj. Ne? Med srčnimi so računi jasni ko beli dan. A ne? Ni nikoli dano nekaj zato, da bo nekaj vrnjeno z nekim pridihom preračunljivosti in matematike. A ne? Dano je zato, ker je dano iz srca in ne zahteva ničesar v povrat. A ne? Ko da nimam moči, da nadaljujem. Mamo. Kao da je pesmi kraj. Ampak kao, a veš, on pravi kao. Res pa ni. A si ti moš misliti, kako mi skozi nas? Ni noben od nas pretirano spočit v tem trenutku, kar se te vojne tiče. Lahko rečemo, da smo vsi konkretno utrujeni in vsi si že želimo končnega preobrata, kjer čakamo BRICS kot tak, da prevzame finančni svet, da vidimo finančni zlom, da vidimo končni polom tega kabalističnega sistema, da zaslišimo emergency broadcast system, da izvemo za aretacije najpomembnejših članov svetovne elite in državnih priveskov, ubogljivcev velike elite. Enostavno komaj čakamo, kaj ti radi bi, da pridemo do točke, a sem vam rekel, da je tako, stari. a sem bi imel prav, ne? No, mnogo od nas si srčno želi to že ful časa in verjamem, da ta čas prihaja, da smo blizu temu, in ako izgleda noro, in pri nas poplave, in na Havajih požari, kjer žgejo z orožjem direct energy weapon, torej direktno energijska špica orožja pritisne in žge vse, kar je betonskega, avtomobili so sožgani, drevesa so pa cela. Torej nekaj, mora biti o čem jasno, da nekaj ni v redu, ne? Ampak sej mi za te stvari že nekaj časa vemo, bolj je spet grozno, ker ne veš, a so tam vmes ljudje naši ali ne. Glede na to, da jaz bom se tlele ugriznil v jezik. Nič ne bom rekel, ker to je stvar neskončne debate pele, če se jaz tlele mičkom bolj odprem. Dobro, nekaj sem vam pripravil, 17 minut je že imel. Pa tak klobasač sem jaz, zakaj me ne ustavite? Čarovnija, ki jo iščete znotraj vas samih, se skriva v delu, ki se mu tako izogibate. Delo na sebi. Ste rekli, tušič, da je enkrat se zjasni, je treba delati na sebi ali ne. Ja, seveda je, treba je postaviti integriteto, jasne meje, poiskati mer, vrš čez ramo stvari in se pogledati samim sabo in ne biti presenečeni, če najdete v temu, kar se vam odkrije, da najdete enega boga, enega Gulliverja in rečete, čakaj, pa nisem jaz bog, oziroma Gulliver. In ne vam povem, da tako pač to je. Zdaj, jaz sem debelo gledal, ko sem se s temi stvarmi srečeval, ampak ja, v tej smeri. Zdaj, me imate lahko za norga, no sej, za marsikoga sem že, pa se nič dosti ne bremenjujem, kaj te življenje jemljem iz lepše strani in jaz že vem, kdo sem in točno vem, kaj delam. In vem, da živim s polnimi pljuči in ne obžalujem ene minute dneva, enega svojega koraka in če bi mogel ponoviti, bi ponovil enako ali pa še z večjo silo, da bi bil bolj za zares. Zdaj, ko vem, da je prav, ker tudi jaz sem bil v dvomih, kdo sem, kaj sem, aj prav ali ni prav. Občutim tako, svet deluje tako, kot da imajo vsi narobe. Ja, lej, je že tako. Evo, in če razumete, kar govorim, potem je tole sporočilo zate.
Ja, zate, to tle piše. Ti si bojevnik, ja, ne morete vi videti. Ja, vi ne morete videti, ker sem jaz berem, a ne? Bučman eden, evo ga. Če razumete, kaj govorim, potem je tole sporočilo zate. Ja, zate si bojevnik resnice. Ne moreš se pretvarjati in igrati bedaka kot velika večina. Imaš močno potrditev v svojem srcu, da si agent svetlobe. Ta obveznost je direktno od Boga. Si izbran. Čuvaj to in bodi to. Ampak, a veš, Bog, ne, poslan od Boga, nismo bogovi, ampak ja, v bistvu zaenkrat smo še bojevniki od Boga poslani. Pa sej to so samo druge besede. Skratka, nismo majhni, nismo brezveznjaki, to je dovolj, da veste, da smo zelo pomemben faktor tukaj na tem planetu, v tem trenutku, s tem, kaj imamo v sebi. Kaj ti ljubezen je vse, kar lahko damo, ne smemo pa dovolj, da nam je kradena. Spirituality, torej duhovnost, je osebna povezava z izvorom. Religija pa je kontrola množic, oziroma jaz sem rekel tudi, religija je middleman, torej posrednik med univerzumom, med čisto božanskostjo in človekom. Tle vmes je pa ta, ki je puščico prestavljal in moril in knjige zažigal in tako naprej. Torej religije. Nikoli ne zaupajte besedam, kajti so osebe, ki imajo sladkor na jeziku, v srcu pa strup. Se strinjam s tem. Besede so besede, resnica je drugačna, lahko in mnogokrat je. Predvsem je laž tista, ki leti ven iz ust množic. Ponovite za mano, ni moja odgovornost, da zdravim, da čuvam ali kogarkoli irinem oziroma prisilno porivam oziroma kontroliram katerokoli drugo osebo. Ne morem. Moja odgovornost je pozdraviti sebe in pokazati, kako to gre in da ta ista stvar, ki je v meni, se skriva v vsakem izmed nas. Pa ne v meni, tudi jaz sem te iste stvari bral že leta nazaj, pa sem se glih tako učil iz tega. Vse, kar počnemo zdaj, je mogoče te stvari bolj čutimo, pa v slovenskem jeziku devamo naprej in tako. Takole je nekako človek s srcem in z leti zgubi srce in poveča možgansko, ne deluje iz uma, ne več iz srca, ne več instinktivno, tako delajo otroci iz srca, živali ne grejo na nobena žival se ne preseli na tak način, kot je prikazano na tej slikci. Torej, veliko srce pa majhni možgani je bolj prav kakor kontra. Brez ljubezni mi živeti ni zagotovo. Torej, med tem, ko smo odraščali, smo izgubili to esenco v nas. Mnogo ljudi jo je izgubilo, zatrlo, požgalo, prodalo, vse sort. Je bila uničena, poškodovana, zaprta, skrita, jaz ne vem, kaj še vse. Skratka, dajmo delati iz srca in iz uma se preseliti nazaj v delovanje iz srca. Zelo pomembno. No, tale je tudi dobra, mislim pa, ne morem biti edina oseba na tem svetu, ki misli, da so v zadnjih 3 letih energije sveta mnogo spremenjene in nekaj strašno norega se dogaja. Ne, pa nisem jaz edini. Valjda da ne, valjda da nas je kar nekaj in mi vemo, kaj se dogaja. Ne, vsaj delno ne, se nam svita, da temačno že nekaj ne štima, to pa vemo. Mi vemo, da od zadaj se dogajajo stvari čisto zaprav in prav je tako. Ti in tvoj duh sta frekvenca, sta vibracija, ritem in energija, ki lahko pritegne stvari ali pa jih odbije stran. Ste pozorni na svojo lastno moč. Dovolite ali ne dovolite. To je osnova, bolj drugače, to je osnovno izhodišče. Kaj dovoliš, da gre? Pravi ljudje s pravimi nameni, le naj gredo v tebe. Napačni ljudje z napačnimi nameni pa nikakor ne. Ne na pola. A veš, pa ne. Ne vem, če se mogoče spomnite teh ljudi, ki so se tetovirali, ki so se šli cepati, ne. A jih je kdo kaj videl, so v redu, še, ne. Taka malo, za vmes. Evo, tlele pa mičkam bolj nadrobno piše, pa jaz sem si tle prevedel.
Zemlja je šola. V našem času na Zemlji smo tukaj, da se učimo in da rastemo. Zavedati se moramo, da smo delali napake, da lahko nadaljujemo in se učimo. Na Zemljo prihajamo, da bi spoznali čustva in omejitve na tem zahtevnem planetu. Če umrete na Zemlji, še se niste ničesar naučili iz svoje izkušnje, se boste vrnili na Zemljo v novem telesu, da bi znova ponovili isto lekcijo, le v nekoliko drugačnih okoliščinah. Zato, čeprav se nam lahko zgodijo slabe stvari, če smo se iz njih nekaj naučili, ne glede na to, kako majhne so, smo vseeno naredili pomemben napredek, ko gre za življenjske lekcije. Evo, pazi zdaj to. A nije da želim, što da želim. Nije mi važno, važno je meni, što je meni važno. Ne kaj drugi pravijo, razmislite, kaj tip poje. Bodi oseba, ki bo nekomu pomagala. Baš me briga, če so uvek prazni žepi. Pa kaj, ima srce. Bodi nekomu razlog, da preneha verjeti v državo. Dok si pored mene, zaborjavljam probleme. On nima tle v mislih ne mojce, ne marjetke, ne števke, ampak ljubezen kot tako. To. Ne znam, što je strah, dok si ti tu. In Aki je bil kar naš korenjak in človek. Skratka, bodi vsaj nekomu primer, da neha verjeti tam vladam, ki so in religijam, ki so ena velika banana. Bodimo zgled, kajti z zgledom lahko pokažemo, kaj je prav in kaj ne. Nisem vam še prevedel, kaj piše zadnji na monitorju, da dušni partner ni prišel sem, da te pozdravi. Dušni partner je prišel zaradi tega, da se ti naučiš zdraviti in ljubiti najprej sebe. Ja. Biti ljubljen strani koga? Strani univerzuma. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Torej, najprej moraš resnično ljubiti sebe. Jaz vam drugače tako povedati ne morem. Skozi glasbo vam želim mečken pojačati ta občutek. Želim, da ugotovite, da za vsako stvar, ki jo vidite, spremljate, doživljate, obstaja še ena razlaga in to je tista razlaga izven okvirjev naučenega. In zdaj mi smo mnogo tega že se, bom rekel, spravili v prakso. Mi smo milijonkrat ponovili, nič ni tako, kot izgleda, nič ni tako, kot izgleda na prvi pogled. In smo se naučili malo poštrumfati, kaj pa še kakšna opcija je, a ne? In znamo biti taki izvedavi in tako, in prav je. Ne rabite iskati odgovorov, mislim. Super je, če postavite vprašanje in ga date v kontemplacijo. Odgovori pridejo. Ali pa še nova vprašanja. Sej veste, mi prehajamo v nekaj tako zelo velikega, da se nam sanja, ne. Z mano v red. Verjamem pa, da smo vsak dan bližje nečemu, oziroma čedalje bolj stran od znanega, oziroma vsak dan napredujemo. Kam? Dragi moji, Bog si ga vedi, kje se to vse konča, ne? Kje se vse ustavi, poje že Tinkara Kovač, meni se zdi. Dragi moji, uživajte dan, Marijino vnebovzetje, piknik lansko leto na ta čas, ta dan se je končal, točno čez en mesec pa se bo nov piknik začel in upam, da se vidimo takrat v največjem številu. Ali pa če ne bo največje, da se le srečamo tisti pravi brez padalcev, ki bi probali še igrati igro. Ne, mi se igre ne gremo, mi se gremo čisto v pure divine, pes je pes, krava je krava in metulj ne igra medveda, ker to ni. Ne? To, kar si in to, kar si, je najlepše in bodi to, zaradi tega, ker so točno to, kaj smo želeli, da mi nismo. Ker se nas bojijo, ker so usrančki do petančki. Dašte se uživajte, ljubljeni vsi in očuveni. Ajdi, čau, čau.